Lep pozdrav vsem skupaj iz Centra za energijo živim. Z vami sem Leticia Fortin in sicer v sklopu video izobraževanj o odnosih. Moj namen je, da vam predstavim energijski svet tudi v odnosih. Zelo je pomembno, da vidimo v ozadje vsega tega, kar se nam dogaja, ker iz dneva v dan imamo takšne in drugačne stvari, doživljamo marsikaj, spoznavamo ljudi in včasih sploh ne vemo, zakaj se nam kaj dogaja. Zdaj govorim večinoma o partnerskem odnosu in danes bom nekaj povedala o samskem življenju. Verjetno ste vsi že bili kdaj samski, a ne? Vsaj kakšen čas med eno in drugo vezo, ko ste malo preuredili svoje notranje misli, svoje občutke in da ste si potem rekli, evo, zdaj bi pa rad nekaj novega, nekaj drugačnega in take urice, take dnevi, meseci, kakorkoli že, so najboljši. Zdaj, jaz, ker gledamo vse iz energijskega vidika in ker smo vsi energijska bitja, lahko povem, da je samsko življenje zelo, zelo lepo. Jaz sem po mojem zakonu, ko sem se ločila, ostala samska 7-8 let, da ne točno, mislim, da 8 skoraj da, in to z enim namenom. Kmalu po zakonu sem sicer spoznala enega fanta, ampak nekako ni šlo, ta najin odnos ni šel čez. Seveda zdaj vem zakaj. Po zakonu sem bila še prizadeta, bila sem žalostna, bila sem še nesigurna in jaz sem rabila čas v bistvu zase najprej. Zdaj pa, če nekdo pride v tvoje življenje, neka tretja oseba, s tem, da sem bila še z mehkim otrokom, je bilo pa kar malo prenaporno zame in mi je bilo pa že vse odveč. Vse ta fant je bil ful fajn, ampak nekako sem čutila, da mu jaz ne dam tisto, kar bi lahko imela z njim, in sem rajši rekla, dajva zaključiti. Danes vem, da mu je zelo lepo, je potem spoznal eno punco in imata 2 otročka, tako da sem res hvaležna in vesela, da sem ga uspela spustiti, ker tudi to je ljubezen, da veš, ob katerem času nekatero določeno osebo spustiti stran od sebe. Pač se nekaj izpoje, iztroši in je škoda nadaljevati. Jaz v teh 7 letih sem marsikaj delala in predvsem sem pa ozaveščala, zakaj se mi je zgodila ta moja ločitev, zakaj sem pritegnila tazga partnerja v življenje, zakaj vse to, ker mi ni bilo jasno. Dobila sem veliko odgovorov, notranjih uvidov in pa spoznanj, katere sem v bistvu tekom let zbirala in sem potem lahko tudi zaradi tega napisala knjigo in lahko zdaj tudi vam povem te moje izkušnje, ker včasih je fajn, da ti nekdo malo osvetli neko ozadje, tako kot je meni moj učitelj, kamor sem jaz hodila na delavnice. Samsko življenje je bilo za mene po eni strani zelo naporno, bila sem sama za vse, kar naenkrat si oče in mama v isti vlogi, loviš se še, malo si še nesiguren, nekako še s bivšim možem sva bila vseeno v kontaktu, ampak nismo čisto, na začetku je bilo malo bolj naporno, ker je bil mogoče tudi ljubosumen, ni me še hotel spustiti, jaz sem pa tudi verjetno z nekim delom sebe ga držala. In za vse te stvari je bil potreben čas. Zato si vzamite med eno pa in drugo vezo, vzamite si čas zase, vzamite si čas za meditacijo, predelajte, najdite si terapevta ali prijateljico ali nekoga, ki vam bo pomagal, da predelate te občutke. A veste, v eni vezi se veliko stvari zgodi in vse to imaš ti v svojem energijskem polju. In če ne greš za tem, da to počistiš, potem se bo v naslednji vezi zgodilo enako ali pa še slabše. Ampak to samo zato, ker ti nisi pri sebi počistil.
Nikoli nisi pogledal vase, da bi videl, v meni je pa razočaranje, v meni je pa žalosti ful, ne? Treba se je priznati, usedite se, napišite si vse, izlijte svoje občutke na papir in si preberite to. To so zelo take terapevtske stvari, ne? In če želite, da bo potem vaša naslednja veza lepa in čista in da boste s partnerjem, s partnerko se zelo lepo razumela, potem nekaj naredite najprej, ne? Naredite pri sebi, znotraj sebe, ne? In tisto, kar boste znotraj sebe počistili, avtomatsko boste potem pritegnili drugačnega partnerja, boljšega, takega, ki bo z vami resoniral, ja? Ker treba se zavedati, tudi prejšnji partner je resoniral z nami, ne? Nam je pač nekaj pokazal o nas samih, je bila verjetno kakšna lekcija, morda celo iz kakšnega prejšnjega življenja, karmična povezava, ne? Ampak vse to mi lahko prečistimo, ne? Če želimo. Jaz sem recimo, ko sem bila samska, sem začutila veliko stvari, ne? Takih, ki niso bili fajn. Recimo, ko sem peljala otroka na kakšen rojstni dan, pa so bile tam mamice, pa očki, pa tako naprej, pa so bili vsi skupaj, ne? Vedno je bila neka družba, kjer so bili v bistvu še vsi poročeni, ne? Nihče ni bil ločen tako, kot jaz, ne? In sem se ful počutila slabo. Sem si mislila, kako sem jaz lahko tako slaba, da tudi ne moram obdržati moškega, ne? Tako, take misli so mi šle, pa take občutke sem imela ob teh stvareh, ne? Ampak, ko sem prišla domov, sem to vse predihala in sem mogla tudi to spustiti, ne? Ker v bistvu je bilo pa vse v meni, ne? Jaz samo sebe nisem dovolj spoštovala, jaz se nisem dovolj cenila, jaz sem se dajala v slabo luč, ne? Ni bilo to, da so oni bili tisti. Dobro, mogoče včasih sem začutila res, da je kakšna ženska imela malo strahu, češ, da ji bom prevzela moža. Čisto samo, ko smo bili v družbi, če nisem, da bi se jaz kaj spogledovala, kaj boh ne dej. In to je ta boj med ženskami, neko, to je moje, pazi se ne, tako. Tudi jaz sem recimo pri Lucijanu videla na začetku, sem ga tudi jaz držala, ne, pa on je moj, ne. Ampak to se preko slej potem nekako pokaže, da ni okej, ker ljudje naj bi pustili drug drugo svobodo. In to bi bilo najbolj prav, ne. In jaz sem recimo zdaj, ko Lucijana ni bilo par dni, sem jo tudi s Timom sama, sem tudi čutila neko pogrešanje, pa nek manko, ne. In sem videla, da moram delati, da ne, in sem šla rekapitulirati, sem si vračala svojo energijo nazaj, zato, da ne bova toliko navezana drug na drugega, ne. Ker je prav, da se vsake toliko časa malo odvežeš, ne. Če ne teš samo vse vedno bolj in bolj bremeni. Se pravi, med eno in drugo vezo priporočam, da ste malo sami. Spoznati se je malo treba, najdi si ali terapevta, ali najdi kakšne tehnike na internetu, meditirajte, bodite res v sebi in bodite v resnici. Dovoljte si, ne pride ven. Veliko se je dogajalo in vse to je tukaj in je treba samo predelati. Energijsko je treba to počistiti, ne? In boste videli, da si boste potem v svoje življenje pritegnili drugačne ljudi in popolnoma drugačne odnose. Želim vam, da tudi vi uživate v vaših odnosih, predvsem v odnosu s sabo, ker ta odnos določa vse ostale odnose, ki se vam dogajajo iz dneva v dan. Imejte se radi in bodite zvesti sami sebi. Do naslednjič, vas lepo pozdravljam. Čau, čau.